Četrtkov jutranji intervju, alora, ura je 8:00 in danes je z nami en tistih glasbenikov, ki smo ga res čisto vedno veseli. Ne bomo pa danes z njim govorili samo o glasbi, temveč tudi o njem, prav njemu. In to je Tulio Furlanič. Dobro jutro, Aplavz, Muppet Show. Z njim pa moramo povedati tudi Zdenko Cotič Coto. Čau, Coto. Čau, Coto. Ki ga bomo kmalu slišali iz odra, skupaj s Tuliotom seveda. O, Tulio. O tebi se je vedno govorilo, ne hočeš, nočeš. Si še kos vsej tej medijski izpostavljenosti, oziroma kako ti je ta vloga, kako ti je všeč biti izpostavljen in v centru pozornosti? Všeč mi ni, je pač, je nuja. V bistvu, če hočeš biti prisoten nekje, pa popularen, odnosno, mediji te naredijo popularnega. Če ne bi bilo medijev, bi bil zgor na škofijah, pod kakijem. Evo, kaj bi delal Tulio, da ne bi bil pevec? Ja, lahko tako vprašamo, ja. Kaj? Kaj bi Tulio počel, če ne bi bil pevec? Bi bil strojni ključavničar, kar sem se tudi izučil, ali pa bi mogoče bil hišnik v kakšnem zaporu. No, zakaj? Torej, Kako? Hišnik v zaporu, zakaj nisi rekel hišnik na osnovni Zato, ker šoli? je najmanj dela, ki tam jih je dosti notri, ki si znajo sami pomagati, pa zato so tam končali tudi. So tudi več ali manj zaklenjeni, verjetno hotel to povedati. Direktno. Ne, Tam je ampak- treba samo ključavnice menjati to. Torej, v bistvu to medijsko izpostavljanje doživljaš kot neko nujno zlo, ki je povezano s tem, da poješ praktično že celo življenje. Ja, samo zlo ni, medijsko biti prisoten, to ni zlo, to je eno lepo sodelovanje, ker oni živijo od nas in mi z njimi tudi, mislim z mediji, kot tako ali je to pisan medij, ali je to radijski medij, ali je to televizija. In seveda, kar se tega tiče, brez tega nekako ne gre. To je en začaran krog, ki en brez drugega ne more. Lepo. Ti si recimo en res velik ekspert, poznavalec slovenske glasbene scene. Lahko rečemo že od samih začetkov, ker si bil tudi tam na začetku. A je slovenska glasba pravzaprav tam, kjer si predstavljal nekoč, da bo? Absolutno ne. Pravzaprav na začetku, ko sem jaz začel 65. leta, jaz slovenske glasbe sploh nisem poslušal. Radio smo poslušali Trst A in so bile večino italijanske pesmi, Sanremo in te robe. In ko smo začeli igrati s Kameleoni, smo igrali coverje v bistvu, Beatles, Stonese in vse, kar je bilo takrat v 60-ih popularno. Tako da slovensko glasbo sem se jaz šele spoznal. Ja, v bistvu, ko sem prišel za 94. leta dve pesmi za Danilo Kocijančič in Friends. To je bilo Si še jezda name in Vse izgubljene ljubavi. In sem preklinil, se rekel, kdo je zmislil ta jezik, da za petje delal. In sem se res nekoliko mučil na začetku, potem pa, ko sem začel delati na Radio Koper, sem šel notri v fonoteko in začel odkrivati slovensko glasbo, ki se tudi nikjer skoraj da ni vrtela in se rekel, kako to, da se tega ne vrti, če je tako kvalitetno. Pa v bistvu takrat kdo te je od slovenskih izvajalcev sploh navduševal? Bodi si v tistih 60-ih, kot si rekel, in potem tudi v 90-ih. V 60-ih v bistvu jaz nisem imel nobenega. Edinega, ki sem poznal, to je bil Lado Leskovar, ki je tudi igral, nastopal na terasi Triglav v Kopru zvečer za ples in to. In potem on je naredil prvi in par coverjev v slovenščini. Potem pa, recimo Marjana Držaj, Majda Sepe, Irena Kohont, kako so se vse imenovali, njihova imena, se sploh ne spomnim pesmi, da bi jaz to poslušal. Jaz sem začel poslušati slovensko glasbo šele 96. leta, ko sem se vrnil iz Nemčije. In takrat kdo ti je bil najbolj všeč? Ne, takrat je bilo že vse narejeno. Je bila razlika vsega, dobra glasba, kvalitetna glasba, tudi malo pokradenega, recimo, ker sem poznal predvsej glasbe v tujini, pa so nekateri naši izvajalci ukradli pesmi in se podpisali spodaj kot avtori. To sem tudi doživel. In recimo Hiša, pa Dan D sem jaz eno od prvih začel vrteti na Radio Koper. Potem pa so seveda ta klasika, normalno slovenska popevka, mimo tega se ne da, ker to je vseeno en slovenski zaklad, glasbeni zaklad, tako da nekih, da bi koga izpostavljal, ne vem.
Ni bilo v bistvu nobenega takega, ker meni ali je glasba všeč ali pa mi ni všeč in tisto, ki meni ni všeč, je všeč drugim, tako da je vsa glasba je všečna. No in v bistvu že čez nekaj trenutkov, ko bomo nadaljevali pogovor, bomo ugotovili, da si med temi izvajalci in temi velikimi imeni tudi ti in točno zaradi tega bomo dali je pesem točno vmes, ravno od Tulija Furlaniča v našem četrtkovem jutranjem intervjuju. Dobro jutro! Jutro. Točno vmes, Tulio Furlanič v našem jutranjem intervjuju v četrtek na Radio Kapris. Dobro jutro še enkrat sem skupaj, ki ste z nami. Seveda, so rekli že dobro jutro, nisem, ne? Reči dobro jutro vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Kapris. Bravo. Ne, mislim, da to je bil najlepši jutranji pozdrav, moramo priznati. Sigurno. Res je in mislim, da ga bomo še uporabili tudi, ko ne boš tukaj z nami na intervjuju. Tvoje ime, Tulio, se vedno poveže s kameleoni, s haloji, pa tudi v enem obdobju s faraoni. A je kaj, kar bi v tvojem glasbeni zgodovini spremenil, v svoji glasbeni zgodovini? Ja, spremenil bi predvsem moje bobnanje, igranje na bobne, ker jaz sem avtodidakt in nihče mi ni pokazal, kaj gre, kako se drži palce v rokah in tako naprej. Note sem nekako znal prebrati, ker sem igral rock 5 let in je pa mi je žal, še danes mi je žal, da ni bilo takrat možnosti se učiti bobne, zaprav na note igrati, kot je veliko mladih danes, ki to obvladajo. In jaz sem čisto vse, kar znam na bobnih, sem se sam čisto naučil in s kopiranjem, poslušanjem plošč in sinhronizirano in tako naprej. Samo tehnika pa je napačna v bistvu. Ne. In moja velika ljubezen je big bandovsko igranje in še vedno je želja enkrat z enim big bandom nastopati, ki makar je samo en komad, ma ni važno. Dobro, je pa res, da znaš igrati rog. Znam trobiti, ja. Recimo v vojski sem, ko so to izvedli in je šel Cigo na dopust in so mi dali mene trobenta v roke za budnice in silence igrati take stvari in jaz zjutraj sem spal v hiši, sem bil v Ilirski Bistrici v vojski in sem spal tam v oficirskih, ki so bili pisarne za oficirje in tako naprej. In zjutraj, malo pred 5 me je dežurni oficir zbudil, jaz sem odprl okno, ne, in daš oni ustnik na ustnice in groza, to je bilo smešno poslušati, ker ti samo neka sapa, sploh ne moreš premehke ustnice, me je bilo za jebancija. No, in kontra pa sem naredil zvečer, pa recimo za spati, ne, ob 9 uri, silencijo, tišino in na koncu, ko igraš in na koncu sem upadel en ton, so tipi prišli ven, ki so že zaspali, prišli na okno in ti tam in probudijo si nas. Ne bilo za jebance, ne bilo veselo v glavnem. Ja, misliš, da bi bili bolj veseli, če bi slišali tebe igrati na prazne škatle pralnega praška Daš, tako kot si se naučil igrati bobne? Ja, to je res. To je res, dejstvo je, da prva tolkala, ki sem jih imel, je bil en stol, lesen, potem je bil okrogu boben od 5-kilski Daš, palce sem si sam z rašpo naredil, v bistvu v Čevljarski ulici se je prodajala bela tehnika včasih. In tam takrat ni bilo še kartonov in te steropori in tako naprej. Takrat so bila sicer kartoni na okolju, vendar zabito kot ene ogrodja, lesena ogrodja iz hrastovega škart lesa, nekaj takega. No in ta les je moja mama jemala tudi za kuriti ogenj. In iz tega lesa sem se jaz odrezal in z rašpo naredil prve palice in s temi sem igral. Ja, in za bassdrum, za kaso, odnosno, ja, za bassdrum, ja, v žargonu. Kasa je tudi, nekateri bojo mislili, da sem bil tam, da sem delal v kakšni trgovini na kasi, ma ne, kasa se reče velikemu bobnu. No in pedal sem si tudi sam naredil, ker sem šel pogledati, kako to zgleda, ne. In naredil sem se ga iz ene
špirale od štedilnika. Včasih so bili električni štedilniki, je bila keramika in z takim motorom in je bila ena spirala notri, ki je pač tlela in s tem grela. Vendar zaradi toplotnih obdelav se je zgubila elastičnost temu in se moral naviti, ne vem, 10krat okoli, kar so si naredil pedal, da je malček malo, da mi je vračalo ta pedal. In kasa pa je bil, sem si sposodil, ker takrat sem igral v pleh bandi koprski, sem si sposodil en sner, virbel, tromel, boben. Rulante, ja. Še nisem povedal slovenska beseda. Vse je niti, ne vem. Obstaja. Ja, mogoče koncertni boben. V glavnem, to mi je bila kasa. In s tem sem tokel in smo jim, tistih 13 pesmi smo se naučili s Kameleoni, predno smo imeli prvi nastop. In prvi nastop je bil tam nekje septembra 65 in jaz zjutraj ob 11. uri sem dobil prešvercane bobne iz Italije, iz Trsta in sem zvečer v 6. uri, ko smo začeli igrati za ples, prvič sedel za bobni. In potem si šel na špil. Ne, je bil že špil. Zjutraj ob 11. smo peljali bobne direktno notri v klub Ray Charles, tam je zdaj koprska televizija notri, sem jih postavil in sem malo probal, vadil, naredil pozicijo. Za mikrofona, še enega dobrega mikrofona ga ni bilo takrat, smo imeli od enega en majhen magnetofonček, Gelozo. In to je bil, kot ena nagra potem za radijska. In en mički, tak kratek mikrofonček je bil in tistega sem imel tako med nogami na enem stojalu za note in brez pahulice, ki se razširi, samo gor in se ga zavil in na tisto sem pel. Pa poslušaj, potem si pa za 25 približno ali pa celo več let izginil in šel v Nemčijo. Kako si se tam znašel? Po nemško. Guten Tag, guten Abend. Ja, ne, jaz, ko sem šel v Nemčijo, nisem imel pojma nemščine, nič nisem vedel. Razen tam ich liebe dich, kaj ne. A to si se naučil? To sem se naučil zaloviti turistkinje tukaj po Portorožu, v Šosterni in tako naprej. Tako kot angleščino. Angleščino sem imel 2 leti v osnovni šoli, kaj to je miza, to je stol, to je kagada. Kagada se reče pravi. In potem smo pa trenirali in vadili s pupami iz Anglije in z Nemčije. Edino, kar znam po nemško povedati, je eine Glühwein. Kaj je to? Še to ni prav, ampak me razumejo le. Ein Glühwein. Ja, ker eine je ženskega spola in eine je moškega spola. To ti bo prišlo sedaj na ceste, kaj je to, prosim? Kuhano vino. Bi rekli Ljubljani kuhanček. Jaz bi rekel ein brule. Lahko je kuhančka, To je international, to je za širše meje. Povej mi, v bistvu 25 let potem, to je dolga doba, ampak se ne ve veliko o temu. Ma ja, glej, jaz sem šel gor kot poklicni glasbenik. V bistvu smo še s Faraoni igrali, to je bilo decembra meseca 71, smo nekje prihajali, je bilo proti Silvestrovem, smo se vračali, se mi zdi, iz Novega Sada, ali ne vem kje, in jaz sem v kombiju sem povedal, da gremo s Faraonom ven in da gremo v Nemčijo. Ne. Takrat se mi je porušilo vse, mislim, ker prej nisem govoril, nisem omenil temu, sem kar direktno povedal, grem. Pa isto je bilo doma, ne, ko sem povedal, to je bilo nekje sredi decembra, me je vprašal Jože Horvat, ki je tudi poučeval na glasbeni šoli v Kopru, me je vprašal, Tulio, greš z mano v Nemčijo igrati? In takrat smo imeli s Faraoni preniske gaže, da bi lahko od tega živel, jaz pa sem bil že skoraj 23 let star in se rekel, počasi se moraš iz hiše ven, biti neodvisen od staršev. In to se je zgodilo in sem rekel ja. In 17. januarja 72 sem odšel. In ker je bila je bilo 2000 mark takrat bruto, plača je bilo kar v redu za naše pojme. In tam sem igral, v bistvu smo igrali po nekih barčkih, po nekih plesiščih, spremljali striptizete, pol kabareje, neke nastope z nekimi artisti. To sem 2 leti delal, medtem sem že se poročil, potem se je rodila hči,
73 leta in sem rekel, zdaj bom nehal. In sem tudi nehal nastopati profesionalno, to se pravi, si bil nekje 9 mesecev na leto, si bil od doma, odsoten. Delno tudi sploh brez prostih dnevov. In ko se je rodila hčer, sem hotel biti doma in sem bil 2 leti gospodinja. Sem bil doma, ker žena je hodila v službo, sem se prijavil brezposeln. Potem je začelo šolanje za strojnega ključavničarja in tam je, ko si brezposeln, kar bila dobra plača, ker sem tudi dobro zaslužil, to je sorazmerno z bruto plačo, potem dobiš tudi tako primerno podporo finančno. No in v glavnem, in sem takoj našel skupino, ki smo, tako amatersko skupino, smo igrali potem po diskotekah, svetovne hite, nič lastnega, samo cover je v bistvu za denar. Okay. Torej, kot si tudi povedal, si gor ustvaril družino. Hčerka je imela letos 50 let? Ja, vse sem bil gor. Res? Ja. Ste praznovali na veliko? Ne, na veliko ne, ona ne marala, samo prijateljice, pri njih doma, sem bila tam 20, družinska zadeva bolj. Ni na veliko praznovala, 40. je na veliko praznovala, teda sem bil tudi gor, pa sva zapela in duet skupaj celo. Ma tudi poje ali samo tako ljubiteljsko? Ne, poje. Pela v Nürnberški operi, pela v različnih a cappella zasedbah, tipo Swingle Singers, koncerte v cerkvah, pa za božični čas. Pela je v enem bendu, Mashed Potatoes so se imenovali, so pa Rhythm and Blues igrali in je odlična pevka in ima še boljši posluh kot jaz. Ti si v bistvu potem v Nemčiji, poleg tega, da si služil kot glasbenik, si služil tudi, če sem prav razumel, kot ključavničar, strojnik. Ali to si imel samo poklic? Ali torej si z enom in drugim si se preživljal v bistvu? Ker kot je borza, recimo za delo, oni ti ponudijo, ko se prijaviš brezposeln, ti ponudijo neko delo. Meni kot glasbenika ga niso mogli, ker nisem obvladal note. Allora so me prekvalificirali in ker sem že tukaj hodil na kovinarsko šolo, sem naredil en letnik, sem rekel, gremo to, sem rekel, hočem biti za tehničnega risarja. Vendar sem naredili en test z mano in sem imel pa premalo znanja v nemščini. Tako da tam me niso sprejeli, so rekli za strojnega ključavničarja. No, jaz sem naredil 1,5-letno šolanje za strojnega ključavničarja v eni veliki tovarni, kjer je bilo 2000 delavcev in opravil izpit in potem sem bil še nekaj časa, ki smo s tem amaterskim bendom, to je bilo 76. leta, sem naredil izpit maja, se mi zdi, in avgusta meseca smo s tem bendom se odločili, da gremo v profesionalne vode in sem šel spet stran od doma za par let. Ma kje v Nemčiji si bil? Naslov sem imel prvič 12 let v Aachenu, Aachen z dvemi A, to je na holandsko-belgijski tromeji, in 12 let v Nürnbergu. Drugače pa Švica, Avstrija, Južna Tirolska, Kanarski otoki, kaj še, ne vem. Ja, na Švedsko nisem bil, ker takrat sem imel pauzo, ko so ta moj bend, so šli potem, ko sem jaz tam pri njih prekinil drugič, so igrali tudi nekaj na Švedskem. V glavnem, in potem pa v Nürnbergu kar dobrih, 8 let, 9 let, pa sem imel tudi skupino, tako imenovano Gala Band, za prireditve, take večje slavnostne prireditve, slavnostne plese, pa kakšne rojstne dneva, za kakšna velika društva smo igrali, tako da je bilo kar lepo in pestro. A ne bi mi zdaj slišali eno uživo s tabo in Cotom? Zakaj pa ne? Lepo bi bilo. Ja. No, pa dajmo slišati. Mislim, da smo rekli, si še jezna name. Ma zakaj si še jezna name? Ja, to moraš, ne vem, Mefa vprašati. On je napisal to besedilo, je pa zanimivo je, da identificirajo mene s to pesmijo, je pa Igor Brmolja, od Bazarja, on je prvi pev, ne. In ravno pri tej sem preklinjal, ko sem rekel, si še jedna name, in potem se mi je zavozlalo, končnih črk nisem še izgovarjal. Kdo je izmislil slovenščino za petje? Zdaj pa je tako, kot te boste slišali. Tulio Furlanič, Zdenko Cotič, uživo na Radiu Kapris, si še jezna name.
se išče jezna name. Jaz sem čisto vse pozabil in bi rad te spet povabil. Če imaš kaj časa zame, se išče jezna name. Zdaj, ko je poletje mimo, spomni se na dolgo zimo. Kdo te bo objel čez rame? Ljudje govorijo, pamet delijo, pusti me. Lahko mi verjameš, ko me objameš, glej. Zunaj se listje nabira, zunaj po snegu diši. Burja že okna zapira, tebe pa ni. Si še jezna name, zate sem doma pospravil. Kozarec pade in pesem se konča. Lahko prisedeš, nocoj sem sam doma. Nikoga nimam v glavi, nihče mi nič ne brani. Lahko ti dam en kos sveta, ko prastare strehe, luških dam na smehe. Dam ti jutra, če si sam. Preveč je vsega, lahko ti nekaj dam. Če plačaš rundo
izbereš, kar imam. Semedelske ceste, vse vogalom zveste, dam ti desno stran neba. Markovca oblake, mladih nog korake, dam ti jutra, če si sam. Naroči zadnjo, ker tebi raje dam. Jaz pijem hitro, potem me vsak pozna. Če bo noč neživa, ti dam še pol zaliva, dam ga levet iz neba. Kopra stare strehe, luških dam na smehe, dam ti jutra, če si sam. Semedelske ceste, vse vogalom zveste, dam ti desno stran neba. Markovca oblake, mladih nog korake, dam ti jutra, če si sam. Dam ti jutra Coto v družbi Tulija Furlaniča, oziroma Tulju Furlanič s Cotom. Kako se boste zmenili? Vidva se boste določila, kdo je tu prednjačil pri tej pesmi. Glede na to, bomo rekli tako, če je pesem od Cota, jo je odpel Tuljo in Tuljo na intervjuju. Zdaj ti bom povedal, štoc, telefoniranje. Če nimaš telefona s sabo ali pa da ga ne dvigneš. Jaz sem včeraj, ko sem je poklical, sem poklical Markota Hrvatina najprej. Ja? Ja, ker oni z njim so tudi že nastopali, se ga poklical in se ni javil. In nič, potem se ga drugič klical, spet se ni javil in potem se zbonoma, kemona, zakaj ne pokličeš Zdenkota, ne? In se ga poklical, Zdenko prost in smo rekli, gremo 3 komade, danes zjutraj smo šli v vode skozi, ki je čisto spremenjeno, pa koncentracija mi je tam nekje druge, pa v glavnem je Zdenkotom zelo rad nastopam, je odličen glasbenik, kitarist, točen, natančen in tako da. Sem mislil, da bo rekel, da je kical Cotota in da je bil Marko zdraven. Ker ona dva zelo rada prijatelja. Ja, se tudi ona dva igrasta kot Popper in Sol, kot duet in dobro. Mogoče ste igrala, veš? Dej, kdo gre te igrati s Tuljo, to ajde, igramo. Ne, Tuljo, drugače tvoje pesmi imajo tudi kakšno zanimivo zgodbo v ozadju, naprimer Anita, kaj pa Greta? Ja, Greta je ravno tako. Greta v bistvu, če se besedilo Grete analizira malo boljše, je druga zgodba od zadaj za njo. Namesto Grete daš naslov Jugoslavija. In točno celo besedilo v bistvu govori, kako je ta država, ta lepa država, ki smo imeli z vsemi mogočimi narodi in narodnostmi, je propadla. In na koncu so zabili v zemljo križ in se zapili. In pijemo še danes, ki nam je žal za to. No, v glavnem, Greta drugače pa je bila vesela punca. Ravno kot Anita tako, Greta je bila tudi tak je bila muza, inventar obalnih pločnikov. Opa. Sem vedel, da ga moramo to vprašati. Opa je nono po nemško. Ja, ma zdaj mi poj, jaz sem z enim pojem samo rekel. No, v glavnem, Greta je bila ena od takih veselih punc, radodarnih in je tudi od tega živela.
In, A si jo poznal osebno? Ja, seveda smo jo poznali, vsi smo jo poznali osebno. Kdor jo ni poznal, laže verjetno. In ja, eno anekdoto, ki je bila, recimo, ko smo snemali v Dekanih ta CD, Anita ni nikoli, ona je bila potem v pizzeriji gora ob Šanku, že imela obročke od refoška okoli, tako tipo Muštafe, kot Salvador Dali. In sem rekel, Greta, smo napisali na pesem zate. Ne, Anita, ja. Je rekel, ma ne gre. Zdaj, tule prej smo rekli, da se bomo malce dotaknili Facebooka. Si kar aktiven na Facebooku in na zadnje si komentiral tudi v skupini Gedore, da se niso v bistvu primerno oblečeni na odru. Tako da v bistvu me zanima, kakšen odnos pa imaš ti do oblačenja oziroma do stila, mislim, ne, pač kapodol. Temu si unikaten, to ni debate. Recimo, odkje je mogoče ta ljubezen do mode tudi? Tako. Jaz zunaj, ko smo igrali, še na začetku, potem druga polovica 80-ih ne več, so bendi imeli vsi tako imenovane uniforme. Če vzameš posnetke stare iz Amerike, recimo od kakšnih skupin, ki so imeli vsi enako oblečeni, srajcane, neke farfruje in te robe. To je bil pogoj garderobo. Ti nisi mogel priti tako kot eden navaden obiskovalec lokala, biti tak na oder, ker na oder se ne pride. Na odru se moraš pojaviti ali pa ostani doma. To je moj moto. To je na svet, na oder se ne pride, na odru se moraš pojaviti. To si točno zapomnite. tako je. In tako tudi se moraš ločiti tudi z garderobo. Ni nujno, da je uniforma, da je garderoba nekaj, ki izstopa od obiskovalcev. Da ni nujno, da greš na oder, kot da bi prišel, ne vem, iz Tomusa ven, iz Šihta ali pa tam iz Solin in greš potem na oder igrati. To je tudi, se mi zdi malo nekorektno napram publiki. Posebno oni, ki so igrali v Avstriji gor, v eni prekrasni dvorani, ljudje z metuljčki, črno oblečeni, večerne obleke. Ima dobro, to je njihov dress code. Ne, to ni izgovor. Ne, žiga, to ni izgovor. Kaj so rekli? Kaj so Ne, smo debatirali, so rekli, da so prišli iz Solin, nekaj so rekli, kaj so prišli iz Solin direktno. Upam, da bojo kaj naredili. Glej, sej imajo. Vse so vajeni. Skoraj vsi člani so bili že oblečeni, nekje na odru so bili unisono oblečeni. To je njihova uniforma, kaj? Je lahko uniforma, recimo, si videl mene, kdaj je oblečen, ki ne izstopam iz ljudi. Ko vidiš mene, kamorkoli grem, to tudi ženske mi to govorijo, da sem vedno usklajeno, z okolico. Barvno tudi. Ja, če grem med papige, sigurno. Ti si kameleon. Kameleon, dobesedno. Sem kot mavrični pes. Ne, res, kaj, Facebook jemlješ ti kot neko zabavo, verjetno se zabavaš tem, da komentiraš, ne? To je meni zabava, je meni parodija, malo zajebance, ker je rad malo drocam, ne, malo tako, da provociram. To je zabava, ker telefončka tega tam odsegu, traveto nimam, ne nosim samo, imam čisto ime majhnega, ravno za telefonirati, nekaj še mesec napisati. In to delam doma na kompjuterju v bistvu in mi je zabava, potem kritiziram lahko, pa dajem na svete, pa jih izključim tudi zavedno. Koga? Koga si izključil? Ja, res. Spet ne bom povedal, da me ne bo en radio, ne bo več Si povedal vse. Si bil kdaj že v težavah zaradi tvojega komentiranja, da si mogoče kdaj prestopil mejo in si rekli, Tuljo? Ja. Nekako ponosno. Samo enkrat so me izključili, pa kritiziram in vse živo, mislim, politike, države, ustanove, vse kar je, nič, povem svoje, ni v redu. Če sprejmejo to kot konstruktivno kritiko, je zelo, zelo dobro, pozitivno za njih. Če pa spremljajo to kot žalitev, potem imajo premalo gor na vrhu. Soli. Premalo soli. V glavnem, ker to je, jaz gledam skoraj samo izključno nemško televizijo in je teh oddaj, odnosno
stand-up komikov, so Turki, so Grki, so Italijani, ki v Nemčiji, perfektni nemščini govorijo z malo naglasa in vlečejo skozi kakav sebe in svojo nacijo in se zafrkavajo na ta račun. In najuspešnejši voditelj televizijski je Tomas Gočak, recimo, ki je začel na radio in zdaj on je mega superstar, je isto star kot jaz sicer, zdaj počasi končuje kariero. On je bil meni vedno inspiracija, ker je čisto ležerno govoril, povedal direktno vse in ljudje so ga s tem vedno bolj imeli radi. Zato, ker je direktno govoril in ne o vinkaru, pa ja, lahko bi bilo tako. Ne more biti tako, če je kvadratasto. Ja. Lahko bi šel na okolje, kaj na okolje je krogla. Kvadratasto je kvadratasto. Ne veš, zakaj nasmejal si nas, ki si komentiral našo fotko jutranjega koncerta. Bomo naslednjič naredili malo bolj kasno zate, da lahko vstaneš in priješ ti na jutranji koncert naš. Ja. Pa veš, kaj komentiral si eno fotko na naši strani od Žigove Tine, ki nisi videl na njeno uro, to je bilo zdaj pred 2 dni nazaj, 3 dni, in si nas tako nasmejal. Kako si sploh prišel do tiste fotografije iz leta 2015? Ne vem, jaz gledam, sem pa tam pogledam, če ima kdo kaj novega in zdaj pred kratkim je Tina Žigo, sem jih hotel vzeti sabo z big bandom izraelskim, da bi pela back vokale, pa ni uspelo. Si premislil? Ne, so bili taki aranžmaji, da so pokrili pevce, tako ni imelo smisla. V glavnem, in potem sem to pogledal in se vidi, in Tina, kratko frizurca, ki smo še en big band, ko sem tudi z njimi že nastopal, in je imela mikrofon in se je videlo to uro. Ne? In ura je meglena. In kaj bom gledal, kaj bom rekel? Ma si krasna, ko imaš na Facebooku. Kako si prelepa, kako si lepa. Tvoje čipke so take, jaz bi tudi rada imela, ima tam 150 kil. Kaj če čipke? Vodante in je. In v glavnem sem napisal, da je, kaj sem napisal? Da ne vidiš, koliko je ura. Da ne vidim, koliko je ura. Vsak bi rekel, lepa ženska, ki veduje, ki si lepa. Mi se moramo vedeti, da se res nasmejemo. No? Prav si nas nasmejal, smo se zabavali. Ne, veš kaj najbolj smešno, ker veš, da je to napisal Tulju Furlanič. Če bi napisal Pinko Palino, bi rekel, kaj zmega. Veš, koliko lajkov je imel on na komentar, da dejansko je jutranji koncert prezgodaj in da ni uspel vstati. Ja. Tuljo, kljub temu, da včasih tudi mi ne vidimo na uro. Misliš, da je čas še za enega live? Ja. Še enega live na mrtvo. Ja, ga bomo, enega uživo na mrtvo. Bomo. Ta pogovor je kot en divji ples. Super. Bravo. Wow. Lepa. Kot original ali pa še slabše. Dobro. Jaz predlagam, da gremo še eno v živo in sicer... Kaj bomo zdaj slišali, Tuljo, Coto, kaj sta pripravila za naše jutro? Še od Zdenkota, ki je napisal leta 2000 za moj CD Brez rdeče niti in naslov je Divji ples. Divji ples v živo v četrtkovem jutranjem intervjuju Tuljo Furlanič in Zdenko Cotič Coto. Še enkrat. Hang on. Da oglasim tamburin. Rewind, selecta. To smo vadili pred pol ure, to začetek. Pol ure je tako daleč. Ja, valjda. Sem se pozabil zmotiti. Ali, homo. Bye. Ja, bo še enkrat. Ja. The best. Ko pozno zjutraj vstanem in me vprašaš, kje sem bil, sem celo noč pobival ali na kartah izgubil. Sem kakšno blondo svajal ali se z avtom kam sem bil. Pojma nimaš, draga moja, kjer sem se zgubil. Jaz sem blesel celo noč. Jaz sem blesel celo noč. Jaz sem blesel celo noč, vse do jutra, ko pometli so me proč.
Gor na hribu je naštala, ker noriže celovana, v nore v ritmu stene pokajo. Orkester divjega nažiga in nobenga nič ne briga, še v peklu bi bilo nam bolj hladno. Obleci krilce kratko in našminkaj ustnice, natakni vas na kito, buj najlepše čevelce. Večer se hitro bliže, zdaj odpeljem te na bal, gor na hribu štali že začenja se kraval. Greva plesat celo noč, greva plesat celo noč, greva plesat celo noč, vse do jutra, ko pometejo naju proč. Greva plesat celo noč, greva plesat celo noč, greva plesat celo noč, vse do jutra, ko pometejo naju proč. Ma bravo! Magari. Ta pa je bila. Ta pa je bila v živo. Ki druge so bile na playback. Živo da mrtvo je bila. Dobra je bila, dobra. Divji ples, Tulio Furlanič, z njim tudi Coto na odru v Kaprisovem studiu. In v tem četrtkovem jutranjem intervjuju bi vprašali še mogoče kakšno Tulja, tako, ki mogoče bi vprašal kdo iz lastnega filmca, kot recimo jaz hotel vprašati, mogoče tudi delno kot glasbenik. Če bi Tulio bil zdaj na čistih samih začetkih svoje kariere glasbene, kako bi se jih lotil? Ja, od začetka normalno, ne? Od začetka, ja. To je prav. Žiga, samo da veš, od začetka. Ok, dobro. Ne, pač Dejstvo. za začetek. Ne, dejstvo je, da sem začel že pri 6 letih, sem prepeval ob radiju in potem v glasbeni šoli, v pevskem zboru, v šoli v pevskem zboru. In sem vedno rad prepeval. Na bobne so me vrgli kar tako, ker ni bilo druge izbire. Jaz svetujem vsakemu mlademu danes, ker so možnosti, velike možnosti, da se šola. Če hoče se odloči za glasbo, ne gre v šolo, ali bodi si je to petje, bodi si je to kakršenkoli instrument. In je treba seveda veliko vaditi in poslušati starejše izkušene. To je zelo pomembno, ne pa reči, kaj bo unica, stari, kaj bo meni govoril. Ne podcenjevati starejših, ki imajo že velike izkušnje. Prisluhniti, če ti odgovarja, poskusi narediti tako, kot ti je svetoval. Če vidiš, da ne gre, ali pa da gre proti tvoji volji, potem ne rabiš tega delati. Vendar ne takoj negirati, odnosno reči ne, kaj bom ni stari meni govoril. Po bistvu je tudi to mene kot glasbenika, ko sem pred leti šele začenjal se pojavljati malce po radijih z mojimi pesmimi in to, in ste me ravno ta generacija, torej ti pa Slavko pa Mef opazili in ste me sprejeli in mi dali vsak po svoje neke nasvete, vsak kakšno idejo ali pa mi povedali, kako vi vidite mojo glasbo. Meni je to bilo v največjo čast. Da je Tulio, da me vidi na ulici, me pozdravi, da Slavko, da me pozna, da Mef me sprejme v njegovo dnevno sobo in se pogovarja o muziki. Te stvari so meni bile kot takrat juncu mlademu ful pomembne in zato je v bistvu to, kar si povedal, v bistvu zelo na mestu. Ja, to je, kot rečeno, taki nasveti so zelo uporabni, ker preskočiš lahko en par let delanja napak. Ti en izkušen je te napake že naredil. Zakaj bi tebi privoščil, da delaš iste napake, če ti reče tega, to pusti, da je tam mir, tam tega naredi, spremeni tako, ali je to recimo rekel, zapetje dihanje ali odpiranje ust, mimiko, izgovarjavo, zadnja črka mora biti vedno slišna in tako naprej. Ker slovenski jezik je tak težek jezik za petje in posebno je na koncu te stj, pa z, pa šč, to se mora slišati. In take nasvete dajem in tudi drugače. Kar se pa garderobe tiče, kot rečeno, na odru se moraš pojaviti, ne pa samo priti gor. Ok, Tulio, koga smatraš kot svojega najboljšega prijatelja? Imaš koga, ki bi res rekel, da je tvoj najboljši prijatelj? Sebe zjutraj, ko vidim v špeglu, je prvo, je moj najboljši prijatelj. Drugače, prijateljstvo, beseda prijatelj je zelo
težka in pomembna. Mislim, prijatelj, ne moreš reči vsakemu. Prijatelj mora biti tisti, ki je s tabo, ko ti gre slabo, ko ti gre dobro, ko se veseliš in ko jočeš. Tisti je prijatelj. Vsi ostali so pa znanci. So dobri znanci, bežni znanci. Recimo, jaz s tem nimam sicer nobenih težav, ker sem pač popularen, me vsi poznajo, pozdravljajo. Včasih gledam čudno, zakaj me pozdravlja, ker ga ne poznam. Vendar je spoštovanje, to me tudi pozdravljajo in to je, to so v bistvu prijatelji moji. Direktno enega najboljšega prijatelja pa nimam, razen prijateljice. To je, recimo, s katerim deliva skupno življenje. Drugače pa tako so, prijatelji se dobivamo, igramo skupaj, to so vse prijatelji moji. Intimni, odnosno taki prijatelji, res osebni, da bi mi spovedal svoje tegobe ali pa težave, to je ena ista roba, to ne, ker to pa je boljše zdržati zase ali pa samo tistim zaupljivim osebam, in če nekomu ti zaupaš, takrat je tvoj prijatelj. Da on ne pove naprej. Da mu poveš eno tajno ali pa nekaj, kar je lahko samo on ve, ki ti lahko da podporo, sam ne sme naprej govoriti, ker lahko samo škodi. Ker iz muhe se ponavadi naredi slona lahko. Kako lahko Tulio Furlanič še prispeva v glasbeni prostor v Sloveniji? Z enim big band orkestrom smo že rekli, to sigurno. No ja, to že. Lahko imam band, ki se imenuje, sem jim dal ime Kamnolomi. Igramo repertoar od, recimo, od začetku Kameleonov do danes s tujimi coveri, Kokarja, Cukra, Beatlese, Stonese in vsega vraga, in seveda slovenski repertoar, avtorsko glasbo. Tu imam še dva dueta s pianisti, ena je z Marinom Legovičem, druga je z Evgenom Štefančičem, potem z big bandi različnimi sem že nastopal. In dokler mi glasilke služijo, bom pel. Bobnov se ne spravim več na njih, ker je tehnika je šla, potem je nekaj fizičnega dela, kar za igrati bobne. Tako da imam že svoje leta in je že 20 let, odkar jih ne igram, in ko se usedem, sicer eno, dve pesmi zaigram, samo čutim potem drugi dan in kolena in mišice in... Ja, saj je fizično, sigurno. Ja. No in drugače pa pel bom, če se bo le dalo, nove pesmi tudi ustvaril, na festivale pa ne mislim več hoditi, ker naj se mladi malo potrudijo in dam njim prostor, da se oni udejstvujejo teh tako imenovanih tekmovanj. Pa imaš ti kakšno mnenje o teh tekmovanjih? Torej, Ema, slovenska popevka in melodije. So nujno zlo, v bistvu, ker nekateri drugače ne morejo priti na sceno, pa na radio ali pa na televizijo, če se ne prijavijo pa na te festivale. Kaj pa ostane od tega, je pa zelo, zelo malo. Še zmagovalne pesmi, če niso res hiti, kot so jih imeli Prizma ali Bazar, pa Faraoni, to se pozabi. En mesec kasneje noben ne ve več, kdo je zmagal, zakaj je zmagal in proti komu. Tako da je pa to eno zlo, da se pojavi v javnosti, in če slučajno jih kdo vidi in odkrije, reče, opa, s tem bi se lahko dalo kaj narediti, potem pa lahko začne ena karijera za naprej v bistvu. Ko smo bili pri prijateljih, upam, da Radio Kapris v tvojem srcu je med tistimi bližnjimi znanci in da veš, da smo izredno veseli vsakega tvojega obiska v naših prostorih, ko pozvoniš, se vedno nasmejemo s tabo, tako da hvala lepa, da si se iztrgal tudi 1 uro časa za nas. Hvala tudi Zdenku, da se je pridružil tem jutranjem intervjuju in Tulio, ja, še enkrat najlepša hvala. Ja, hvala tudi vam in seveda, rade volje bom pa čakal, da me boste poklicali. Žiga, Manca in Aljaž. Radio Kapris. Dobro jutro, Radio